Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v še eni izdaji oddaje Skrbimo za zdravje. Tokrat se podajamo v splošno bolnišnico Slovenj Gradec in podrobneje predstavljamo prepoznavanje in obvladovanje alergij. No, pri tem pa nam bo danes pomagala dr. Urška Vučina, specialistka pediatrije z dodatnimi znanji iz področja pediatrične alergologije in pulmologije. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem za začetek seveda tisto najbolj osnovno vprašanje, ker se bova ravno pogovarjali o alergijah. Kaj sploh alergije so? Ja, zdaj mogoče že čisto na začetku razjasnimo nekaj pojmov, s katerim mi se srečujemo mi zdravniki, ko obravnavamo bolnike. Namreč zelo veliko bolnikov meni oziroma misli, da imajo prave alergije, da so alergični. Čisto vedno to ni popolnoma resnično. Ob nekih, bom rekla, neželenih reakcijah lahko seveda gre za pravo alergijo, s katero se ukvarjamo mi alergologi. Ko delamo te klasične alergološke teste, če ugotovimo alergijo, potem tudi svetujemo neke ukrepe, recimo izogibanje alergenom, zdravljenje alergij z zdravili, včasih tudi predpišemo dieto, če gre za pravo alergijo na prehranski alergen. Ampak vedno pa ob teh neželenih reakcijah ne gre za pravo alergijo. Lahko gre tudi za nealergijsko preobčutljivost ali za pseudoalergijo, kjer je pa mehanizem popolnoma drugačen. In seveda potem tudi ukrepanje, zdravljenje, tudi diagnostika povsem drugačna. In tukaj vedno alergologi nismo pravi naslov za pomoč bolniku. Če govorimo o tisti pravi alergiji, je bistveno to, da je vključen imunski sistem. In to tudi izkoriščamo potem in za diagnostiko in tudi nenazadnje za zdravljenje. Gre pa za to, da ko pride do neke reakcije, gre za to, da se imunski sistem odzove na nek alergen, s katerim je v preteklosti že prišel v stik. V preteklosti so se zato proti temu alergenu stvorila neka protitelesa, aktivirale neke imunske celice, in potem, ko ponovno pridemo v stik z tem alergenom, pride do alergijske reakcije, ki se pa potem kaže z zelo različnimi težavami, od sprememb na koži, na prebavilih, na očeh, nosu, na dihalih, skratka, v bistvu klinična slika je zelo, zelo pestra. Ampak bistvo teh pravih alergij je to, da je vpleten imunski sistem. Vedno ob nekih neželenih reakcijah pa ne gre za prave alergije, ampak tisti pravi izraz za neko nepričakovano reakcijo je pa izraz preobčutljivost. Preobčutljivost je pa potem lahko prava alergija, tako kot sem rekla, ali pa pseudoalergija oziroma nealergijska preobčutljivost. Ja, to je en res tak zelo širok pojem, čeprav si ljudje ponavadi predstavljamo ne tako široko, ko rečemo alergija, na prvo žogo najprej pomislimo na te pomladne alergije, je pa spekter zelo, zelo širok. Ogromno je enih alergij, katere so najpogostejše? Ja, zdaj alergije so, bom rekla, res zelo širok pojem, tudi klinična slika zelo pestra. Zdaj, jaz sem v osnovi pediater, tako da se ukvarjam bolj oziroma izključno z pediatričnimi alergijami. So pa v bistvu alergije, bom rekla, pri otrocih in pri odraslih lahko zelo podobne, lahko pa tudi zelo različne. Tudi alergeni vključeni so lahko povsem drugačni pri odraslih. Zdaj, če se bolj osredotočimo na te pediatrične alergije, je zelo pogosta alergija na hrano pri otrocih. Približno to so podatki različni v literaturi, ampak tam nekje 5% otrok je alergičnih na hrano, medtem ko pri odraslih tam nekje 2 do 3%. Potem na drugem mestu pri otrocih so inhalacijske alergije, mogoče te bolj aktualne pri malo večjih otrocih, to so alergije na snovi, ki so v zraku, na pelode, to se pravi cvetni prah, na živalsko dlako, na pršico, na plesni. Poznamo tudi alergije na zdravila, ki so lahko tudi zelo nevarne. Potem si poznamo tudi alergije na pike, žuželk, oziroma pravilno se izrazimo kože krilcev, če mislimo na čebele, ose, sršene. Lahko gre tudi za alergijo na pik komarja, recimo, kjer vidimo te velike lokalne reakcije po pikih. Skratka, v bistvu smo lahko alergični praktično na vsako snov, ki jo dobimo v telo in vsebuje neke beljakovine.
Beljakovine so tiste, ki delajo alergijske težave. To se pravi, ali je potem takem vsaka nepričakovan odziv našega telesa na neko snov že alergija? Ne, to sem že prej na kratko povedala. Se pravi, če govorimo o neki nepričakovani reakciji na neko točno določeno snov v taki količini, ki v bistvu zdravemu posamezniku ne škodi v osnovi, potem je pravilni izraz za to preobčutljivost. V sklopu preobčutljivosti so pa lahko te prave alergije, s katerimi se ukvarjamo mi, ali pa nealergijske preobčutljivosti. Recimo ljudem je sigurno znana laktozna intoleranca, potem recimo celiakija, ko ne smejo uživati glutena. To so v bistvu te druge vrste preobčutljivosti. To niso prave alergije, ker je tudi vzročna snov povsem drugačna. Pri laktozni intoleranci je to sladkor, laktoza, mlečni sladkor. Tako da v bistvu alergije so res tiste, kjer je vključen samo imunski sistem, kjer je vedno vključen imunski sistem in kjer so razlog za reakcije beljakovine. Kako pogoste so alergije? Kaj ugotavljate? Verjetno vedno bolj, kaj ne? Ali se o tem nasplošno vedno bolj, vedno več govori ali se dejansko vedno bolj pojavljajo? Ja, alergije so v bistvu zelo pomemben, bom rekla, zdravstveni problem, zlasti v razvitih državah. V zadnjem letu, oziroma bolje rečeno v zadnjih 10 letih, število alergij porašča. Pri otrocih je v bistvu že več kot 20% otrok alergikov, tako da imamo mi alergologi res veliko dela. Hkrati nas je seveda kronično premalo, tako kot tudi povsod po Evropi, in so res polne ambulante. Zdaj, zakaj pride do porasta? Razlogov za to je več, tudi teh faktorjev, ki so vpleteni, je več, ampak eden glavnih razlogov, ki se omenja, je pa tako imenovan zahodni slog življenja, z višjo stopnjo splošne higiene, ki jo imamo v razvitih deželah, in pa tudi v bistvu z večjo onesnaženostjo zunanjega in notranjega okolja, kot pomemben razlog za vedno več alergij. Zdaj, kako to vemo? V deželah, v manj razvitih državah je alergij bistveno manj, kot pa v razvitih deželah, kar se povezuje z to splošno stopnjo higiene. Hkrati pa recimo v kmečkem okolju so tudi otroci manj alergični. To se pa povezuje z bolj, bom rekla, čistim okoljem, več so tam otroci zunaj, na svežem zraku, manj je onesnaženosti z izpušnimi plini in tako naprej. Zelo veliko se govori o tej higienski hipotezi, kot razlog za večje število alergij. Gre pa v bistvu za to, da so v preteklosti, torej res več desetletij nazaj, ko še ni bilo tako razvite te splošne higiene, je bil naš imunski sistem že zelo zgodaj izpostavljen oziroma je že zelo zgodaj prišel v stik z raznimi mikrobi, bakterijami, tudi paraziti zelo veliko. In je bil imunski sistem torej usmerjen v bistvu v, bom rekla, zaščito pred temi mikrobi. Zdaj, ko je pa splošna higiena bistveno višja, se pa imunski sistem v tem zelo zgodnem obdobju v bistvu ne srečuje več tako pogosto z temi bakterijami, paraziti in tako naprej, in se zato nekako napačno razvija in se v bistvu usmeri torej v neke alergene, ki pa v bistvu človeku niso škodljivi, cvetni prah, recimo, živalska dlaka, hrana, in se zato v bistvu stvorijo oziroma nastanejo alergijske reakcije. Tako da higiena, ja, seveda velik standard, ampak hkrati pa lahko tudi razlog za večje število alergij. Zanimivo, se pravi higiena, ampak ne preveč. Popolna sterilnost tudi ni pravi odgovor, kaj ne? Je tudi zaradi tega, po vsej verjetnosti, kot ste že sami dejali, razlika med, zdaj bom rekla čisto po domače, banalno, med mestnimi otroci in otroci, ki živijo bolj na podeželju? Ja, absolutno. Tudi onesnaženost ozračja, kot sem rekla, se povezuje z večjim številom alergij, kmečko okolje absolutno je manj tega. In pa še ena pomembna stvar, ugotovili so tudi, da stik z domačimi živalmi
zlasti na podeželju, pomaga k temu, da se razvija manj alergij. Tako da se v bistvu priporoča. Veliko bivanja na prostem, zunanje okolje, tudi stik z domačimi živalmi, zlasti pri otrocih. Če poskušamo, recimo, ko včasih kakšna mamica vpraša, kako pa lahko preprečimo alergije, recimo lahko svetujemo kaj takega, čim več zunaj, na podeželju, stik z živalmi in tako naprej. Ampak preden seveda to svetujemo, moramo ugotoviti, na kaj je, se pravi, otrok, odrasel človek, kdorkoli že, alergičen. Se pravi, narediti moramo nekakšen test, kako to vse skupaj poteka. Ja. Zdaj v naših ambulantah izvajamo seveda ob sumu na prave alergije, to, kar že ves čas ponavljam, seveda diagnostiko. Alergološki testi so ti klasični, ki jih poznamo, kožni testi, običajno kot prva diagnostika, ker je tudi hitro rezultat. Zdaj, pri kožnih testih v bistvu vnašamo zelo majhno količino alergena v kožo, in ob tem, kadar gre za pozitivno reakcijo, se stvori na koži urtika, ali pa tako rečemo eritem oziroma rdečina, že zelo kmalu po vnosu alergena, tam nekje po 5 do 20 minutah. To imenujemo takojšnja reakcija in jo odčitamo že v ambulanti, ko je pacient v obravnavi. Lahko pa potem pride tudi do pozne reakcije, ki pa se pojavi več ur ali pa celo tam nekje do 3 dni po vnosu alergena v kožo. Temu pa rečemo pozna reakcija, ki se pa kaže kot neko alergijsko vnetje oziroma rdečina. Zdaj, klasični so ti vbodni testi ali prik testi. Na roki, kaj ne? Ja, na roki to izvajamo, poiščemo en predel kože, ki je v bistvu neprizadeta. Recimo, če ima otrok atopijski dermatitis, so lahko tudi, je večja površina kože prizadeta, tako da to mora biti v bistvu intaktna koža. In z temi klasičnimi vbodnimi testi nanašamo alergene v obliki kapljic na kožo. Potem z lancetko, to je taka čišči drobna iglica, v bistvu vnesemo ta alergen oziroma to kapljico v površino kože, rečemo epidermis, in potem je rezultat, tako kot sem rekla, v bistvu že po parih minutah. Zdaj, poleg teh klasičnih vbodnih testov pa izvajamo tudi še druge vbodne teste, recimo intradermalni testi, so pa malenkost bolj zoprni, tudi malenkost bolj boleči, ker z iglico vnesemo alergen v dermis, se pravi malo globje, in so malenkost bolj boleči, kot pa ti klasični vbodni testi, ki so v bistvu povsem neproblematični. Ti klasični vbodne testi delamo tudi pri dojenčkih, zelo majhnih otrocih. Medtem ko pri intradermalnih poskušamo tam nekje po 5. letu, če se le da, izjemoma lahko tudi prej. Zdaj, intradermalne teste uporabljamo predvsem za diagnostiko ob sumu na alergijo na zdravila, ker je lahko tudi pozna reakcija in te pozne reakcije odčitujemo v bistvu po nekaj dneh, zlasti takrat, kadar izvajamo te intradermalne teste. Zdaj, pri vseh teh kožnih testih uporabljamo neke standardizirane raztopine, ki se kupijo. Je pa nabor teh raztopin v bistvu omejen, se pravi, ne moramo testirati za čisto vse, recimo prehranske alergene, ki si jih zamislimo. Namreč, recimo ob sumu na alergijo na sveže sadje ali pa zelenjavo, so ti pripravki zelo neobstojne beljakovine in dejansko jih nimamo. Tako da ob sumu na alergijo na sveže sadje ali zelenjava imamo pa možnost delanja tako imenovanih prik testov ali vbodno-vbodnih testov, ko z lancetko najprej nabodemo sveže sadje in potem z isto lancetko nabodemo še kožo. Zato tudi včasih kakšen pacient je presenečen, ko rečemo, že predno pridejo v ambulanto, naj sabo prinesejo živila, za katere sumijo, da bi lahko bili alergični, ker seveda nimamo ves čas na razpolago vsega sadja, vse zelenjave. Ja, tako, se pravi, ti kožni testi so tisti najpogostejši, ki jih izvajamo. Zelo pomemben test v alergologiji je tudi provokacijski test.
Tukaj pa, kot že samo ime pove, nekako sprovociramo, recimo alergijsko reakcijo na ta način, da pacienta pod nadzorom seveda izpostavljamo tistemu alergenu, za katerega mislimo, da je alergičen. Izpostavljamo ga najprej v zelo majhnih količinah, to imamo prav predpisane protokole, recimo, če gre za sum na alergijo na jajca, pride otrok v bolnišnico in mu dajemo vsake pol ure dejansko zajesti jajčka. Sprva v zelo majhnih količinah, ki jih tudi tehtamo, mora biti res točno določen protokol in potem v bistvu vsake 30 minut v bistvu to količino povečujemo. Ves čas otroka natančno opazujemo, tudi starši so zraven, da lahko res otroka ves čas gledamo. In če se pojavi alergijska reakcija, seveda jo takoj začnemo zdraviti, tako da se ne razplamti. Hkrati pa vemo, da je dejansko prišlo do alergije ob tem, ko smo otroka izpostavili nekemu sumljivemu alergenu, in to je zelo zanesljiv test, provokacijski test. Zanimiva provokacija. Ja. Zelo pogosto to delamo pri sumu na alergijo na hrano, pri sumu na alergijo na zdravila tudi, Zdaj, velikokrat lahko prej, se pravi pred samo provokacijo, naredimo tudi eliminacijski test, rečemo eliminacija provokacija, ko ta sumljiv alergen za nekaj časa odstranimo iz prehrane, recimo damo krajši čas dieto. Če se stanje izboljša, pa še mogoče nismo čisto prepričani, ali je res to, pa potem naredimo še provokacijo pod nadzorom in če je res najprej boljše ob eliminaciji in potem ob provokaciji ponovno slabše, smo sigurni, da gre za alergijsko reakcijo. Koliko pa pri teh vbodnih testih lahko naredite naenkrat? S koliko stvari oziroma koliko testov lahko naredite naenkrat na roki? Ja. Zdaj, pri teh klasičnih vbodnih testih testiramo lahko zelo veliko število alergenov, tako da v bistvu običajno, kar se obkroži na listu, kaj so tisti sumljivi alergeni, po 5-10 alergenov lahko. Zdaj, tukaj bi mogoče povedala še to, da vsi ti testi morajo biti usmerjeni. Se pravi, mi se vedno z bolnikom najprej pogovorimo. Nikoli pacient ne pride v ambulanto, pa kar obkrožimo vse, kar tam obstaja, ampak se vedno z bolnikom pogovorimo, kakšne so njegove težave in že tukaj na podlagi pogovora, mi temu rečemo anamneza, opredelimo neke sumljive alergene ali pa pacient pove, kaj sam sumi in potem so testi v bistvu vedno usmerjeni, glede na zgodbo. Ker sami testi so v bistvu samo kot neko dopolnilo zgodbi pacienta oziroma anamnezi, in nikoli niso, bom rekla, če je pozitiven test, ni nujno, da je pacient tudi res alergičen na to stvar. Tako da vedno tudi interpretacija, potem gre res za pravo alergijo, je v bistvu v povezavi z pacientovo zgodbo. Kožni testi oziroma vsi alergološki testi so samo pomagalo pri diagnostiki, ne pa kot v bistvu tista najpomembnejša stvar pri ugotavljanju alergij. Če se pojavijo alergije na več mestih, da se ugotovi, da je alergijska reakcija na več alergenov, kaj potem? Ja, zdaj spet odvisno, za katere alergene gre. Če se pogovarjamo o prehranskih alergenih, pa da res ugotovimo in z zgodbo pacientovo, se pravi, ko poje arašide, dobi neke izpuščaje, ki so srbeči, potem opravimo tudi diagnostiko in res recimo kožnim testom potrdimo oziroma se pokaže pozitiven test na mestu, kjer smo nanesli v bistvu raztopino, v katerem so v bistvu beljakovine arašida. Potem seveda predpišemo dieto. Hkrati je lahko pacient alergičen tudi, na drevesne oreščke, mogoče tukaj za zanimivost arašidi sodijo med stročnice, ne med oreščke, kar marsikdo misli. Ampak gre pa velikokrat za to v bistvu povezavo. Beljakovine so si dokaj podobne in ob alergiji na arašide lahko tudi nekateri pacienti navzkrižno reagirajo na drevesne oreščke, ker so podobne beljakovine. Tako da vedno je treba sestaviti zgodbo v povezavi z potem alergološkimi testi in če se vse sklada, po domače povedano, potem recimo
pri prehranskih alergijah predpišemo dieto oziroma je dieta potrebna. A ne. Če govoriva zdaj o inhalacijskih alergenih, a ne, recimo alergija na cvetni prah, imamo tudi zelo pogosto kombinacijo alergije na pršico, recimo, pa alergije na cvetni prah, lahko zraven še živalsko dlako. A ne. Namreč eni pacienti so res zelo nagnjeni k tem alergijam, kar je tudi že v bistvu genetsko, a ne, nekako že dobimo to, a ne, podedovano lahko od naših staršev. In tukaj so te alergije, a ne, pogosto jih je več hkrati, a ne. Lahko je tudi en majhen otrok najprej alergičen na pršico, a ne, pa se potem s časoma začne razvijati tudi alergija na cvetni prah, a ne, pa še nekako živalsko dlako hkrati, a ne, tako da tudi ob nekem testiranju, a ne, ni nujno, da če zdaj dokažemo recimo eno alergijo, pa je en drug test negativen, a ne, da bo tako tudi ostalo, ampak se lahko te alergije dodajajo, spreminjajo, a ne, in tako naprej. No, zanimivo, ker tudi to je bilo eno od mojih vprašanj. Se pravi, alergije so lahko prav tako dedne? Ja, absolutno. Večina alergikov ima neko dedno predispozicijo, a ne, se pravi neko genetsko predispozicijo. Tej v bistvu družinski obremenjenosti z alergijami rečemo atopija, a ne. In a ne, pa še en pojem je tudi zelo zanimiv oziroma zelo pomemben na tem področju, a ne, rečemo alergijski pohod. A ne, to pa pomeni oziroma zelo dobro razloži ta naravni potek alergijskih bolezni pri otrocih. A ne. Namreč z starostjo otroka se v bistvu vpleteni alergeni spreminjajo in pa hkrati se spreminjajo tudi tisti organi, ki so prizadeti. Recimo, a ne, v prvem letu starosti imamo zlasti alergije na prehranske alergene, mleko, jajca, a ne, recimo arašidi, a ne, in tako naprej. Večina alergij na kravje mleko in pa na jajca pa potem, a ne, tam nekje do 3. leta izzveni in se potem pojavijo zlasti v bistvu inhalacijski alergeni, a ne, tisti, ki prevladujejo. Zdaj, prizadeti organi se pa tudi razlikujejo, a ne. Pri dojenčku so v glavnem prizadeta prebavila, a ne, črevo, recimo, a ne, alergijski proktokolitis, koža, a ne, atopijski dermatitis, urtikarija. Potem pri večjih otrocih, pri najstnikih, a ne, pa tudi pri odraslih so pa zlasti na udaru dihala. A ne, zgornja dihala, spodnja dihala, tudi alergijska astma in tako naprej. A ne. Tako da te alergije se v bistvu s časom zelo spreminjajo. A ne. Alergijski pohod je ta izraz, ki to označuje. Zanimivo. Noseča mamica, ki ima reakcijo na nekaj, kar ji povzroči alergijo. Ali to lahko kakorkoli vpliva na otroka, ki ga nosi na zarodek? Ja, to je pogosto vprašanje. Sploh, če pride mamica recimo z starejšim otrokom v našo ambulanto, a ne, pa je recimo noseča, a ne, pa reče, kaj pa lahko zdaj jaz naredim, da pa ta, ki ga zdaj nosim, a ne, ki se bo šele rodil, da pa ne bo imel alergije, a ne. Preventiva, a ne. Zelo pomembno je, da v bistvu mamica v času nosečnosti uživa zelo pestro prehrano, a ne? Da ni nekih diet, ki si jih bo sama, bom rekla, izbrala, a ne? Recimo zelo velikokrat tudi mislijo, joj, pa zdaj pa rajš ne bom, a ne, arašidov jedla ali pa drevesnih oreščkov, a ne, ker ne vem, bo mogoče to pomagalo, a ne, ampak v bistvu stvar je ravno obratna, a ne. Bolj, ko mi uživamo vse prehranske alergene, a ne, večja je verjetnost, da bo tudi v bistvu plod prišel v stik z temi alergeni, a ne, in na ta način bo nekako že malo navajen na te alergene, a ne, je večja verjetnost, da se bo stvorila toleranca. In to je recimo taka stvar, ki jo lahko naredimo, a ne, ki jo tudi svetujemo. Se pravi, čim bolj pestra hrana, ne nekih izločevalnih diet, a ne. Razen, če seveda je mamica alergična in ima res neke reakcije, potem seveda je pomembno, da se drži diete, a ne. Ampak če pa ni, torej, če nima znane alergije na prehranske alergene, pa čim bolj pestra hrana skozi celo nosečnost. Kakšni so ponavadi simptomi za neko alergijo? Verjetno zelo različni. Ja, zelo različni. Bom rekla, tudi organi, praktično skoraj vse, kar se zdaj spomnimo, je lahko prizadeto. No, najpogosteje v bistvu vidimo spremembe na koži, a ne. Tukaj se lahko pokaže alergijska reakcija že zelo hitro po zaužitju recimo nekega alergena ali pa ob stiku, a ne, kot koprivovka, urtikarija, to so taki rdeči
izpuščaji na koži, podobno kot bi nas opekla kopriva, ki zelo srbijo, in se pojavijo lahko že nekaj minut po stiku z nekim alergenom, pa tam nekje do 1 do 2 uri. Kasneje zelo dobro pomagajo tukaj zdravila, antihistaminiki, po katerih ta izpuščaj lahko zelo hitro izzveni, ampak se lahko potem pa ponovno pojavi, recimo na drugih mestih. Značilno za to urtikarijo je, da če bi en izpuščaj obrisali z kuljem, z flomastrom, ga čez 24 ur na tem mestu ne bo več, lahko pa se preseli kam drugam. Tako da v bistvu ni več kot 24 ur na istem mestu. Potem vsem znano, lahko tudi se pojavijo otekline, zlasti okrog oči, tam, ki so res taka rahla tkiva, uhlji, usnice lahko utečejo. To je zelo velika tudi v povezavi z to koprivnico, nekako kar sočasno lahko nastane. Zdaj, kožna reakcija, sploh pri manjših otrocih, je pa tudi atopijski dermatitis. Zdaj, tukaj je malo specifika, kar se tiče teh alergij, ker niso alergije tiste, ki povzročajo atopijski dermatitis, ampak ravno obratno. O tem bomo verjetno še malo kasneje kaj povedali. Skratka, atopijski dermatitis so v bistvu take suhe, rdečkaste vnetne spremembe na koži, ki se pa pojavijo, če je pacient alergičen na neko hrano, z zamikom, običajno celo kak dan, dva kasneje. To se pravi, koža je prizadeta pri alergijah, potem lahko imamo simptome, znake strani oči, solzenje, srbež oči, rdečina, otekline vek, nos lahko dela težave, se pravi, izcedek iz nosu, kihanje, srbež nosu spet pri otrocih, recimo govorimo o tem alergijskem pozdravu, ko si v bistvu z roko, bom rekla, podrgne, zelo pogosto drgnejo po nosu in se lahko potem na nosu naredi taka kožna guba, ki jo mi alergologi že kar nadaleč vidimo. To je zlasti pri teh alergijah na cvetni prah pogosto, ali pa pršico. Potem so lahko tudi neki splošni simptomi, recimo ob alergiji na cvetni prah v tem času, ko se cveti, glavobol, splošno slabo počutje, kašelj, neki tako glasovi pohrkavanja, rečemo, srbi nebo, srbi žrelo. No, to so ta zgornja dihala, potem so lahko prizadeta spodnja dihala v smislu alergijske astme, ko se pojavi tudi težko dihanje, piskanje, kašelj, dušenje. Potem imamo prizadeta lahko prebavila, zlasti pri dojenčkih, zelo pogosto, ob alergiji na kravje mleko. Mamice velikokrat vidijo v bistvu krvave nitke v plenički, v blatu. Ob sicer otroku, ki v večini primerov mu nič kaj drugega ne manjka, normalno pridobiva težo, je dobre volje, kadar nima kolik, ker tudi kolike so lahko ob alergiji na kravje mleko zelo izrazite. Torej, prebavila imamo prizadeta, živčevje, se pravi glavobol, ob recimo hudih reakcijah prije tudi do lahko izgube zavesti, ob tej najhujši alergijski reakciji, ki rečemo anafilaksija. Skratka, klinična slika je res zelo, zelo pestra. Ob hudih alergijah na zdravila so lahko prizadeti tudi notranji organi, lahko pride do prizadetosti jeter, ledvica in tako naprej. A smo ljudje dovolj pozorni na to, da imamo lahko alergijsko reakcijo na nekaj, oziroma verjetno večkrat zamenjamo s to, s kakšnim, kot ste prej dejali, prehladom, nahodom, skratka z nečim, kar se nam zdi pač čisto normalno, in upamo, da bo izvenelo, pa v bistvu ni temu tako. Ja. Seneni nahod, to pomeni v bistvu alergijsko vnetje nosu, oči v času cvetenja, se pravi v tem pomladanskem, zgodnem poletnem času. Zelo pogosto zamenjamo za neka prehladna obolenja. Nekateri simptomi so povsem enaki, tudi jaz, če vidim enega takega pacienta, pa ga vidim prvič, pa ga mogoče še nisem nič vprašala, v zvezi z njegovo boleznijo, se to zdi povsem enako. Imajo utečene oči, solzijo se, izcedek iz oči, iz nosu. Zdaj, mogoče tisto, kar je bolj sumljivo z alergijo, je srbež. Srbež oči,
srbež nosu, to, da nas kar naprej nekaj srbi, to je bolj značilno za alergijo, tega niti ni pri v bistvu prehladnih obolenjih, ampak vse ostalo je pa lahko zelo podobno, tudi kihanje imamo in pri eni in pri drugi bolezni. Zdaj tisto, kar sploh rečemo pacientom, da naj bodo pozorni, je to, da vemo, da neko prehladno obolenje traja plus minus en teden, potem se mora stanje izboljševati, medtem ko pri alergiji recimo na cvetni prah pa trajajo te težave dlje časa. Boljše je recimo, ko je slabo vreme, ko dež izpira cvetni prah, boljše je v zaprtih prostorih, več težav imajo zunaj na prostem, to so vse take stvari, ki jih potem poskušamo z nekim natančnim pogovorom izvedeti od pacienta in poskušati potem ugotoviti, ali gre za pogoste prehlade. Pri otrocih je to zelo pogosto. Zelo velikokrat otroci, ki hodijo v vrtce, grejo iz ene viroze v drugo in se jim lahko to izcedek iz nosu, zamašen nos, te stvari vlečejo tudi praktično celo zimo. Hkrati je pa tudi alergija na pršico prisotna bolj po zimi, tako da tu smo včasih v dilemi, zato se pa potem poslužujemo alergoloških testov pri takih res sumljivih zgodbah ali pa če res težko drugače ugotovimo, ali gre za ponavljajoče viroze ali za neko alergijsko bolezen. V vsakem primeru, če nismo čisto prepričani, zakaj sploh gre, je to, da obiščemo seveda zdravnika, kaj ne? Ja, seveda. Sploh, če gre res za bom rekla, hujše oblike, res za take, da tudi povzročajo že neke druge težave pacientom, recimo pogosta vnetja ušes, lahko tudi ob tem ponavljajočem vnetju v nosu pride do nastanka nosnih polipov, in imajo res pacienti velike težave. Tako da v takih primerih, ali pa če res tudi zdravila, ki jih sicer lahko predpišejo osebni zdravniki ob nekih blagih alergijah, če ne pomagajo, da je alergija že toliko izrazita, da zdravila niti ne pomagajo več, potem je seveda obisk v naši ambulanti zaželen oziroma ga seveda priporočamo. Prej ste omenili, da otrok skozi obdobje, ko raste, ko se razvija, da se lahko tudi alergije spreminjajo. Se pravi, da nekatere se pojavijo prej, izzvenijo in potem se pojavijo druge. Se mu to lahko dogaja tudi potem, ko odraste, skozi odraslo dobo, ga spremljajo neke določene alergije. Je lahko potem takem nekdo te, v narekovajih, sreče, da ga dejansko celo življenje spremljajo alergije? Ja. Nažalost. Zdaj pri otrocih, če govoriva recimo o prehranskih alergenih, smo rekli zlasti alergija na kravje mleko, na jajca, v večini primerov izzveni. Tako da to pri odraslih res zelo, zelo redko srečamo. Spet govoriva zdaj o pravih alergijah, ne o laktozni intoleranciji, ki je čisto druga bolezen. Ampak prava alergija na mleko pri odraslih dejansko izjemno redko, tudi na jajca. Zdaj tiste alergije, ki so potem pri odraslih bolj aktualne, na prehranske alergene so alergije na arašide, na drevesne oreščke, na recimo morske sadeže, ribe, sadje, zelenjava. Zdaj te alergije so pa lahko tudi izzvenijo, če se pojavijo že pri otrocih, ampak bistveno redkeje, kot pa recimo na mleko, na jajca. Tako da velikokrat so te alergije potem kar doživljenjske. Tudi če pediatri vidimo, da nekaj časa, nekaj let, ko pacienta spremljamo, neka alergija vztraja, pa tudi ko ga spremljamo, recimo s krvnimi testi, to so prej pozabili omeniti, v diagnostiki obstajajo tudi krvni testi, ko iz krvi določamo specifična protitelesa. Skratka, če vidimo, da te alergije v bistvu so ves čas enake, ali pa so recimo ti krvni testi vedno slabši, potem je ta alergija bo zelo verjetno doživljenjska, tako da jo lahko ima pacient dejansko celo življenje. Zdaj pri alergiji na recimo te inhalacijske alergene je pa zelo različno. Vidimo, da je lahko alergija ves čas več ali manj enaka, lahko gre s časoma na boljše, lahko tudi izzveni, oziroma do take mere, da pacient skoraj ne občuti več težav, recimo na pršico, na cvetni prah s časom, lahko pa gre tudi na slabše, da imajo vedno več težav, vedno več terapije rabijo. Zdaj na srečo tukaj potem obstaja še ena možnost, ko že vsa zdravila ne pomagajo več, pri inhalacijskih alergenih, to je pa specifična imunoterapija, ki jo tudi izvajamo pri otrocih. Zdaj mogoče, če nekaj na kratko povem o tem, specifična imunoterapija je v bistvu ena metoda zdravljenja dejansko alergije.
tudi edina možna metoda vzročnega zdravljenja, ker če jemljemo zdravila, s tem samo lajšamo simptome in znake bolezni, pri imunoterapiji pa alergijo dejansko zdravimo. Zdaj, žal čisto pozdraviti je ne moramo, ampak se pa bistveno izboljšajo simptomi in znaki, tako da zelo veliko pacientov, zlasti v pediatrični populaciji in seveda tudi njihovih staršev, je potem po koncu imunoterapije zelo zadovoljnih. Tega se poslužujemo, ko zdravila in pa izogibanje alergenu ne pomagajo dovolj, ko res pacienti jemljajo redno terapijo, imajo še vedno veliko težav, in potem imamo še to možnost na srečo. Gre pa za to, da v telo vnašamo točno določeno količino alergena nekaj časa. Te imunoterapije na inhalacijske alergene, na cvetni prah, na pršico trajajo običajno 3 leta, z možnostjo tudi podaljševanja 4 do 5 let, odvisno od tega. Paciente seveda spremljamo in potem sprašujemo, koliko je še težav. Če po 3 letih še nismo čisto zadovoljni, lahko tudi podaljšamo, ampak tista osnovna shema nekje je 3 leta. Zdaj poznamo pa 2 obliki te imunoterapije, in sicer podjezična oblika, sublingvalna rečemo, ko pacient dobi ta alergen, ki mu dela težave, v obliki tabletke ali pa v obliki kapljic vsakodnevno pod jezik. Druga oblika je pa v obliki podkožnih injekcij, ko alergen v bistvu injiciramo v nadlaht, spet po točno določeni shemi. Najprej je ta začetna faza, ko malo bolj pogosto hodijo, potem pa kar hitro pridemo na vzdrževalno fazo, ko pa dejansko dobijo injekcijo cvetnega prahu, pršice, enkrat mesečno, skupno vsaj 3 leta, smo rekli. Pacienti se zaradi tega v bistvu konstantnega vnosa alergena v telo potem na ta alergen na nek način navadijo, spostavijo neke vrste toleranco, in zaradi tega je tudi potem ob stiku v naravi, kjerkoli, bistveno manj težav. Prvo leto že zaznamo malo izboljšanje običajno, tam drugo, tretje leto se pa res običajno, velika večina pacientov kar zelo pohvali, da je bistveno boljše, rabijo manj zdravil ali pa celo sploh ne rabijo zdravil nekaj časa, tako da so rezultati dobri. Inhalacijska alergija, tudi seneni nahod, pa živalska dlaka, pa pršice ste dejali, tako da to ni samo sezonska alergija, kaj ne? Ne. Če govorimo o inhalacijskih alergenih, to pomeni, da odreagiramo na alergene, ki so v zraku, ki jih inhaliramo na nek način. Se pravi, sem sodi pršica hišnega prahu, potem cvetni prah, zlasti v našem okolju cvetni prah dreves, breza, jelša, leska recimo, in pa trav. Obstaja tudi koledar cvetenja, tako da si lahko pogledamo, kdaj kaj cveti, in že na podlagi tega malo sklepamo, na kaj bi lahko bili alergični. In začne se zelo zgodaj. Začne se že zelo zgodaj, že tam januar, februar, cvetijo prva drevesa, leska, ja. Potem proti recimo zgodno poletno obdobje, tam maj, junij, ko je čas košnje, so pa aktualna pelodi trav, takrat pa trave cvetijo, ti cvetoči travniki delajo težave. Potem inhalacijske alergene pa tudi živalska dlaka, zelo pogosto, to vsi poznamo, alergija na mačjo dlako, na pasjo dlako, oziroma rečemo epitel, mačji epitel, pasji epitel, konjska dlaka tudi, pogosto, tako da to so ti najpogostejši. Pa potem pri mal večjih otrocih, odraslih lahko tudi plesni, to so ti najpogostejši inhalacijski alergeni. Zdaj, tukaj so težave lahko prisotne seveda, odvisno od prisotnosti alergena. Cvetni prah smo rekli, da je prisoten sezonsko, tako da tisti, ki ima težave oziroma alergijo samo na pelode trav dreves, bo imel težave samo v tem zgodnjem pomladanskem, zgodnjem poletnem času. Če pa smo alergični na pršico hišnega prahu, pa imamo težave celo leto, ker je prah praktično ves čas prisoten. Več ga pa je preko jesensko-zimske sezone, ko smo tudi mi več v zaprtih prostorih, ko tudi kurjava, v bistvu, bom rekla, bolj paše pršicam, da se bolj razmnožujejo, tako da je še več težav v tem obdobju, ampak praktično celo leto, tam, kjer je prah, so pač težave.
živalska dlaka ob stiku, tudi seveda ni vezano na sezono, a ne. Tako da ja. Zdaj, če imamo res samo sezonsko alergijo, a ne, rečemo strokovno sezonski alergijski rinokonjunktivitis, to je seneni nahod. Tako. Medtem ko, če gre za celoletne težave, a ne, pa rečemo alergija na pršico oziroma celoletni alergijski rinokonjunktivitis, a ne, ob alergiji na pršico, a ne, primer. Če se zgodi, da katero od alergij, zdaj govorim na splošno, nekako pozdravimo, v narekovajih, da izveni, se lahko ponovno pojavi v kasnejšem obdobju spet? Ja, zdaj spet imamo različne alergije, a ne, pri prehrani recimo, če enkrat alergija na kravje mleko, na jajca izveni, potem se običajno ne pojavlja več kasneje, a ne. Zdaj, te paciente recimo tudi, a ne, ko rečemo, no, zdaj pa je ta alergija izvenela, a ne, zdaj pa otrok lahko začne uživati vso to hrano normalno, svetujemo, da v bistvu te prehranske alergene potem kar dokaj redno uživa, a ne, da se ta, rečemo, oralna toleranca, a ne, da so tolerantni na ta alergen, v bistvu ohranja. A ne, da redno jemo, da je telo v bistvu ves čas oziroma zelo pogosto v stiku, a ne, in s tem v bistvu je še manjša verjetnost, da bi se karkoli spet, a ne, pojavilo oziroma ponovilo, a ne. Pri inhalacijskih alergenih je pa v bistvu bom rekla, zelo varirano. Lahko je kako obdobje, a ne, kaka sezona, recimo cvetenja, ko pacient sploh ne bo imel težav, a ne, pa potem čez par let spet več težav, a ne, to je pa odvisno od večjih dejavnikov, a ne, tudi od imunskega sistema v bistvu, a ne, v kakšni kondiciji smo, če so še kakšni drugi kofaktori prisotni, a ne, tako da je zelo različno, a ne, kakšna sezona skoraj noč, potem spet, a ne, tako da, kot sem pa rekla, a ne, pa lahko smo najprej alergični samo na cvetni prah dreves, pa čez nekaj časa zraven še na cvetni prah trav, pa spet čez nekaj časa še na pršico zraven, a ne. Tako da, ja, ta alergijski pohod potem tudi kasneje velja, a ne. Najbolje je nič, kaj ne? Najbolje je nič, ja. Če imamo problem s hrano, alergije na določeno hrano, zdaj se mi zdi, da se v zadnjem obdobju, no, pa če že kar nekaj časa, ogromno govori predvsem o problemih z laktozo in problemih z glutenom. Te se mi zdi, da so nekako najbolj na udaru, da največkrat slišimo in poslušamo. Je to res vedno bolj, vedno več teh, bom rekla, v narekovajih problemov? Ja. Zdaj bolezen, ki v bistvu, bom rekla, definira problem z glutenom, je celiakija, a ne. To ni alergijska bolezen, a ne, ampak rečemo, če se navežem spet na tiste pojme, a ne, da gre za preobčutljivost, a ne. Zdaj razlog tukaj je v črevesju, a ne. Črevesne resice so problem, a ne, v glavnem mehanizem je zapleten, a ne, mogoče niti ne bi šla zdaj v te podrobnosti, ampak dejansko ob stiku z glutenom v bistvu pride običajno do nekih prebavnih težav, lahko pa tudi drugih težav, do slabokrvnosti, skratka do slabše rasti otroka in tako naprej, a ne. To bolezen diagnosticirajo gastroenterologi, a ne, tako da to ni stvar, ki bi se tikala alergologov, a ne. Se pravi, gluten ni alergija? Zdaj govorimo o celiakiji, a ne, bomo še prišli do tega, ja. Torej, celiakijo, a ne, z celiakijo se ukvarjajo gastroenterologi, a ne, ker je velikokrat treba narediti tudi gastroskopijo, a ne, vzeti vzorčke iz črevesja in potem to dokazati. In če se to dokaže, a ne, potem je potrebna dieta celo življenje, a ne, tako da ta alergija ne more izveneti, a ne, oziroma sem se narobe izrazila, ta preobčutljivost ne more izveneti, a ne. Smo rekli, to ni alergija, celiakija ni alergija. Zdaj obstaja pa tudi alergija na pšenico, a ne, oziroma rečemo na alergogena žita, ki je pa zlasti bolezen otrok tam nekje do 5. leta. Bistveno redkeje sicer kot pa recimo alergija na kravje mleko, na jajca, a ne, ampak lahko se pojavi. In se kaže tudi z podobnimi znaki kot recimo alergija na jajca, a ne, se pravi z nekimi kožnimi simptomi, lahko otrok, ko poje pšenico, a ne, dobi izpuščaje, urtike, a ne, in tako naprej, že zelo hiter po pojavu, a ne. Večina alergij na pšenico izveni
in sicer tam nekje v 70 do 80% do 5. leta starosti, a ne, in se potem kasneje ne pojavlja več, a ne, če govorimo zdaj o alergiji. A ne. Velikokrat pa gre tudi za navzkrižno alergijo, to se pravi, če recimo nek otrok ne tolerira pšenice, a ne, potem lahko težava tudi po drugih žitih. A ne. Ne vedno, ampak lahko pa, a ne, ker so si te beljakovine, spet govorimo o beljakovinah pri alergijah, a ne, podobne pri pšenici in pri drugih žitih. A ne. Tako da spet ta zgodba, a ne, pacientova. Najprej treba ugotoviti, kakšne težave ima, koliko časa potem, ko recimo poje nek sumljivi alergen, se pojavijo težave, kakšne težave se pojavijo, je to koža, je to prebavila ali karkoli, a ne. In potem, recimo to, a ne, svetujem, da se to pogovorite z svojim osebnim zdravnikom, a ne, in osebni zdravnik potem oceni, a ne, v katero smer kažejo težave, a gre za to, a ne, za pravo alergijo ali gre za celiakijo, in se potem tudi, če je potrebno, napoti k specialistu za to stvar, a ne. Ja, a ne, laktozna intoleranca je pa spet preobčutljivost, ni alergija, a ne. Tukaj je problem sladkor v mleku, laktoza je sladkor, a ne. In tukaj se pojavijo prebavne težave, kar dokaj hitro, a ne, potem, ko pojemo mleko ali pa mlečni izdelek z laktozo. Težave so tukaj odvisne od količine, a ne, tako da v bistvu v večini primerov, če bomo nekaj malega pojedli, ne vem, požirek mleka, ne, ali pa malo sira, običajno nekih pomembnih težav ne bo, a ne, če pa je količina večja, se pa pojavijo zlasti prebavne težave, a ne, tukaj ni kožnih težav, ni odtekanja in tako naprej, a ne, ampak se pojavi driska, bolečine v trebuhu, napenjanje, lahko tudi bruhanje, a ne. Zdaj, laktozna intoleranca je pogosta, tudi pri otrocih in tudi pri odraslih, ker smo nekako evolucijsko ljudje celo, bom rekla, narediti v to smer, a ne, da mleko ni naša osnovna hrana, hranilo, a ne, ampak v našem okolju, ker so v preteklosti v našem okolju živeli, a ne, živinorejci in smo zelo veliko mleka popili in tako naprej, a ne, se je naš organizem nekako po domače povedano zelo privadil na to, a ne, in v bistvu mleko dokaj dobro toleriramo tudi odrasli, a ne, nimamo teh težav. Je pa dokaj dobro, ja. Ja, dokaj dobro, ja, dokaj dobro. Se pa zlasti pri večjih količinah, a ne, pri veliko odraslih lahko pojavijo te prebavne težave, a ne. Zdaj, tukaj ni potrebna stroga dieta, a ne, sploh ne dieta brez mleka, absolutno ne, ampak če že, a ne, potem dieta brez same laktoze, a ne, tako da lahko uživamo normalno mlečne izdelke brez laktoze, a ne. Medtem ko pri alergiji na kravje mleko, a ne, to je pa bolezen, s katero se mi alergologi ukvarjamo, a ne, so pa problem beljakovine. Tukaj pa ti, ki so resnično alergični, ne smejo nič beljakovin, oziroma nič kravjega mleka pojesti, pa ne samo kravjega, ampak odsvetujemo vso živalsko mleko, a ne, tudi kozje, ovčje in tako naprej, ker so si te beljakovine v kravjem mleku zelo podobne, a ne, pri mlečnih izdelkih različnih sesalcev, a ne. Lahko pa uživamo recimo rastlinsko mleko, a ne, v tem primeru, ja. Zelo, zelo zanimivi podatki, ker ljudje največkrat te stvari zelo zamenjujemo, oziroma si jih napačno razlagamo. Mogoče, no, tukaj samo da, a ne, mogoče kak pacient oziroma bolnik si lahko pomaga tudi sama, ne. Če sumimo, da imamo neko preobčutljivost na laktozo oziroma laktozno intoleranco, a ne, lahko enostavno poskusimo. En mesec se namesto običajnih mlečnih izdelkov kupi mleko brez laktoze, a ne, in če se težave ob tem umirijo, potem je laktozna intoleranca zelo verjetna, a ne. Je pa velikokrat prehodna, a ne, po kakih črevesnih okužbah, a ne, po kakih, bom rekla, prebavnih težavah, močnejši driski, tako naprej, a ne, lahko imamo to laktozno intoleranco nekaj časa, nekaj tednov, nekaj mesecev, potem pa to mine, a ne, tako da to običajno ni stvar, ki bi bila doživljenjska, redko, no, ja. Prej ste tudi omenili, da so alergije lahko življenjsko nevarne. Pri otrocih, pri odraslih? Ja. Alergije so lahko res sploh te sistemske alergijske reakcije, a ne, kjer je vpleten v bistvu celoten organizem, so lahko tudi življenjsko nevarne, a ne. Te težke sistemske alergijske reakcije, ki se pojavijo tudi hitro po izpostavitvi nekemu znanemu oziroma nekemu določenemu alergenu, imenujemo anafilaktične reakcije, a ne.
Zdaj, tukaj prepoznamo običajno to reakcijo na ta način, da se v večini primerov ta reakcija začne z nekimi spremembami na koži. Običajno vidimo, da pacient, ko poje ali pa je izpostavljen recimo nekemu alergenu, že zelo hitro v parih minutah ali pa tam nekje pol ure po stiku z alergenom dobi kožne izpuščaje v obliki te koprivovke, začne odtekati, tako da v večini primerov se vse skupaj začne z neko kožno reakcijo, kar bom rekla, kar olajša prepoznavo, no. Potem pa so prizadeti tudi drugi organi, lahko pride do prizadetosti dihalnega sistema, tudi do zapore dihal, ki je lahko tudi smrtna, lahko je prizadet srčno-žilni sistem, izgubimo zavest, imamo neke motnje ritma, lahko močno pade krvni tlak. Velikokrat so tudi prebavila prizadeta, pojavi se driska, neko akutno bruhanje, hude bolečine v trebuhu. Zdaj, če malo poenostavim, anafilaktično reakcijo prepoznamo na ta način, da ima pacient običajno prizadetost kože, sluznic. Sluznice pomeni to, da ima neke otekline, okrog ust, uhli, okrog oči, in pa hkrati še prizadetost ali dihal, ali prebavil, ali pa srčno-žilnega sistema. Če je nekaj od tega prisotnega, potem že gre najverjetneje za anafilaktično reakcijo. Te reakcije so lahko tudi smrtne, zlasti pri otrocih so lahko arašidi velikokrat problem, potem tudi ob hudi alergiji na kravje mleko, na jajca se lahko to zgodi, te anafilaktične reakcije. In pa vemo, to pa verjetno gledalci poznajo, se pravi alergije na pike kožekrilcev, čebele, ose, sršen, te reakcije so pa v bistvu, bom rekla, anafilaktične reakcije z hudim izidom pri odraslih so najpogosteje po pikih, ali pa tudi lahko po zdravilih včasih. Ampak kako človek ve, otrok ali odrasel, dokler ga ne piči žuželka, da je to za njega zelo nevarno? Ja, ne more vedeti. Že na začetku sem rekla, da v bistvu pogoj za nastanek prave alergije je to, da smo mi že enkrat prej prišli v stik s tem alergenom. Se pravi, prave alergije nikoli nimamo, ko smo čist prvič v življenju se srečali z nekim alergenom. Tako da, preden nas piči osa, čebela, karkoli, mi ne moramo vedeti, kako bomo odreagirali. Tu testiranje, recimo preventivno ali pa vnaprej, ni mogoče. Mislim, je mogoče, ampak test ne bo nič povedal. Zdaj, večina ljudi ni alergičnih na pike. Se pravi, ob piku v našem okolju, čebele, ose, sršeni, čmrlji, se običajno pojavi ena taka ostra bolečina na začetku, potem čez nekaj časa se pojavi na tem mestu rdečina, srbež, ampak to nekje potem, če hladimo, lahko vzamemo tudi kako tableto antihistaminika in tako naprej. V večini primerov to čez nekaj ur potem izveni oziroma se stanje bistveno izboljša. Zdaj, posamezniki pa so seveda tudi alergični, in te alergije se kažejo lahko, recimo poenostavljeno, v 3 različnih kliničnih slikah. Eno je velika lokalna reakcija, ki se pojavi na mestu pika, ko lahko imamo tam res tudi par centimetrov veliko rdečino, oteklino, ki traja par dni, te reakcije so lahko res tudi zelo velike, ogromne, ampak samo na mestu pika. Potem pa lahko pride do sistemske reakcije, ki je lahko lahka, se pravi, ne bo prišlo do nekega življenja ogrožajočega stanja. Sistemsko reakcijo prepoznamo na ta način, da se pojavijo neki znaki, ne na mestu, kjer nas je pičil kožekrilec, ampak druge. Se pravi, imamo izpuščaj recimo po celem telesu, piči nas v prst, pa nam oteče usnica recimo, skratka na drugih mestih. To pomeni, da je v bistvu prišlo do sistemske alergijske reakcije. Zdaj, v tem primeru se zdravi to samo z antihistaminikom, tabletko, ali pa lahko damo tudi tableto kortikosteroida zraven, da malo, bom rekla, zmanjšamo še te težave, ki se potem čez par dni pojavijo. Če pa gre res za hudo sistemsko alergijsko reakcijo, pa je, tako kot sem prej rekla, vpleten celoten organizem, lahko tudi z prizadetostjo dihal, srčno-žilnega sistema, prebavil. Tukaj je pa zelo pomembno, in to bi želela, da si res gledalci zapomnejo,
da je prvo zdravilo tukaj adrenalin dan v mišico. A ne? Zelo velikokrat vidimo alergologe in se tudi zelo trudimo v tej smeri, a ne, da bi nekako osveščali na ta način. Ne? Se pravi, zdravilo, ki rešuje življenje ob teh najhujših alergijskih reakcijah, je samo adrenalin dan v mišico. A ne? Tabletke bojo pomagale pri kožni reakciji, ampak kožna reakcija nas ne bo ubila, po domače povedano. Kortikosteroid, ki ga pojemo običajno v obliki tabletke, pomaga, da se te zakasnele reakcije jutri, pojutrišnjem ne pojavljajo ali pa da se pojavijo v manj hudi obliki. Medtem ko tisto akutno reakcijo, dihalno stisko, znižan krvni tlak, prebavne težave, bruhanje, vse to dejansko rešujemo z adrenalinom, ki res rešuje življenje. Tako da ti pacienti, ki so imeli že v preteklosti enkrat anafilaktično reakcijo, je prav, da vsi ti pacienti pridejo v bolnišnico, tudi če jim dajo v dežurni ambulanti adrenalin, pa je stanje čez 1 uro, bom rekla, čisto v redu, ker to je res kot eno čudežno zdravilo, dobesedno. Tak pacient ne sme domov, ampak mora priti v bolnišnico. Običajno jih potem v bolnišnici opazujemo 24 ur. Zdaj, primarni razlog za to opazovanje je to, da lahko pride v sklopu anafilaktične reakcije tudi do zakasnele reakcije, to pomeni, da smo že čisto v redu, pa se čez par ur taka reakcija ponovi. Drugo je pa to, da pacient dobi res navodila, kako ukrepati v prihodnje. Skušamo včasih tudi že povsem jasno, kaj je bil sprožilni dejavnik, naprimer, če nas piči čebela, še po možnosti želo najdemo na mesto vboda, samo čebele pustijo želo na mesto vboda, potem vemo, da smo alergični na čebeli strup, in takemu pacientu seveda damo navodila, kako se čim bolj izogibati, včasih je tudi problem, ko so kakšni čebelarji doma, in tako naprej, tako da res dobijo navodila. In vsi ti pacienti potem dobijo tudi na recept, že pred odpustom iz bolnišnice, predpisanje te samoinjektorje adrenalina, EpiPen se temu reče. Vedno dobijo 2 samoinjektorja in tudi vedno rečemo, da morajo oba nositi s sabo. Tako. Ne eden v vrtcu, en pri babici, en ne vem kje, ampak oba ves čas s sabo. Zakaj? Zaradi tega, ker v paniki ob hudi alergijski reakciji se lahko zgodi, da recimo zbodemo mimo kože, ali pa tudi, če je alergijska reakcija tako močna, da je treba čez 50 minut še enkrat odmerek ponoviti. Zato je res pomembno, da imajo oba s sabo. Potem v bolnišnici pred odpustom jih tudi naučimo rokovati s tem, vsi poskusijo si aplicirati ta adrenalin s pomočjo testerja, in pa res jih naučimo, da škodovati za tem zdravilom v bistvu ne morejo. Tudi, če si ga dajo, bom rekla, neupravičeno, neke velike škode, zlasti pri otrocih, govorim, ni, medtem ko če pa si ne aplicirajo EpiPena, ko gre za anafilaksijo, pa je to lahko tudi življenje ogrožajoče. Ja, to je pravi adrenalin, ne? Kako nujno in kako potrebno je biti takrat sfokusiran na to, kaj mora človek narediti v trenutku, ko žuželka piči otroka, ki lahko zaradi tega se zgodi marsikaj, upamo, da ne najhujše, kaj ne? Ja. Se pravi, te paciente, sploh če se EPI zgodi že v preteklosti in je prišlo do te najhujše reakcije, v bistvu res zelo dobro poučimo. Na našem oddelku imamo tudi šole teh samoinjektorjev adrenalina, ki so individualne, se pravi, diplomirana medicinska sestra, zdravnika, se z pacientom res pogovorimo, pokažemo, sami poskusijo, poskušamo jih pomiriti, da je res to zdravilo, ki rešuje življenje, ne da bi karkoli škodili s tem zdravilom. Tako da zelo spodbujamo, da res to uporabijo, če se stvar, bom rekla, ponovi. Zdaj, če pa ni šlo za pravo anafilaktično reakcijo, da je sicer recimo pacient po nekem piku imel alergijsko reakcijo, recimo generalizirano urtikarijo, po celem telesu brez težav z dihali, srcem, prebavili in tako naprej, pa seveda tega samoinjektorja adrenalina ni potrebno aplicirati ob naslednjem taki reakciji, ampak paciente skupaj
Z adrenalinom običajno opremimo tudi z setom zdravil za samo pomoč, rečemo, ko dobijo tabletke antihistaminika, tabletke metilprednizolona. In če gre samo za to lažjo sistemsko kožno reakcijo ob naslednjem piku, vzamejo samo te tabletke, z adrenalinom pa še počakajo. Čim se pa poleg kožnih težav pojavi še karkoli strani dihal, prebavil, srčno-žilnega sistema, je pa nujno takoj aplicirati EpiPen, ker tu včasih tudi minute štejejo. Škodimo ne še enkrat s tem. Ja. Doktor Vučina, kdo bi si mislil, da se je najin čas iztekel? Zelo veliko smo povedali o alergijah, ki jim nasplošno rečemo alergije. Tako lepo ste nam pojasnili, kaj v resnici so alergije, na kaj vse jih delimo, kako se pravzaprav z njimi soočamo, spopadamo in tako naprej. Lepa hvala za vse povedano, za to, da smo zdaj nekoliko bolj razgledani na tem področju. Vsekakor pa v prvi priliki, če ne vemo natanko, kaj in kako, k zdravniku, kaj ne? Ja, tako seveda. Najprej pogovor z osebnim zdravnikom in potem v bistvu po njihovem priporočilu, če pacienti to potrebujejo, če kaj nejasnega, če so hujše reakcije, absolutno tudi alergolog. Hvala lepa. Malenkost. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila še ena oddaja za Skrbimo za zdravje na VTV. Verjamemo, da boste v naši družbi tudi že kmalu ob naslednji.